vas morajo živali kaj navaditi in kdaj veste, da so se vas že navadili? V resnici je odvisno, katera žival. Kot žuželka ni potrebno, da se nas navadi, kot višje razvite živali se nas pa morajo navaditi, ker le tako lahko delamo z njimi. Tudi mi se moramo živali navaditi in jo nekako spoznati in tudi vedeti, kakšno obnašanje je za njo značilno. Kako pa poteka vaš delovnik? Ja, delovnik poteka približno tako, da 2 dneva delamo, 2 dneva smo fraj doma, kadar delamo cel dan. In tako pride, da tudi delamo naprimer sobote, nedelje, praznike, ker naše živali potrebujejo oskrbo tudi te dneve in pač žival je živa in vsak dan potrebuje hrano, vodo in prav tako vsak dan je treba živali počistiti. Ampak delate pa tudi z eksotičnimi živalmi. Kako veste, kaj početi z eksotičnimi živalmi? Verjetno vas vsega ne naučijo v šoli. Nekaj znanja pridobimo od oskrbnikov, ki so s tisto živaljo delali pred nami oziroma še vedno delajo. To je neko obdobje, ki ga mora vsak oskrbnik, začetnik dati skozi, da se nekaj nauči od starejših oskrbnikov. Potem nekaj znanja prinesejo tudi veterinarji in potem tudi vsak oskrbnik sam se mora izobraževati. Bere razno literaturo, sedaj, ko je internet, se te literature ogromno dobi in hkrati tudi se nekako navezujejo stiki z drugimi živalskimi vrtovi in tako se izmenjujejo informacije in znanje. Kaj pa je vam najbolj všeč pri vašem poklicu? Ko naprimer prideš zjutraj v službo in prideš do živali in vidiš mladičke, pa tudi kadar se žival že naveže nate, tako ima vsak oskrbnik svojo najljubšo žival. Naprimer moje najljubše živali so šimpanzi in ko tudi nekako pride do te obojestranske neke vrste ljubezni, ko vidiš, da se te tudi žival razveseli in hkrati si vesel tudi ti, ko jih vidiš, pa vidiš, da se dobro počutijo in da so veseli tebe. Bo šlo? Vemo, ne, kaj moramo gledati. Vemo, kako se imenujejo. Prvi so vlečniki, sredniki, krajci. Kje so merila za določanje starosti po zobeh? Obraba, krizne ploskve, rast mlečnih zob. Simon, veseli. Povejte mi, a se lahko na vašo srednjo šolo vpiše vsakdo ali mora izpolnjevati kakšne posebne pogoje? Vpiše se lahko tisti, ki je končal osnovno šolo, uspešno končal osnovno šolo, pa ima rad živali, ne? Kakšno vse znanje pa pridobijo na srednji veterinarski šoli? Zelo veliko strokovnega dela in praktičnega pouka, ne. To se pravi, pri nas se naučijo vseh del, ki jih upravlja veterinarski tehnik, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po Evropi, ne, po celi Evropi, ne. Poleg tega se pa naši otroci lahko vpišejo tudi na veterinarsko fakulteto oziroma na katerokoli drugo višjo ali pa visoko šolo, ne. Za vpis na veterinarsko fakulteto morajo končati uspešno poklicno maturo, dobro jo morajo opraviti, in pa narediti morajo 5. predmet z klasične mature, to je kemija. Če to dobro opravijo, zberejo dovolj pik, točk, ne, potem se lahko pišejo na veterinarsko fakulteto in lanskoletni generacije je sprejetih 8 dijakov, zdaj prvi letnik faksa. Kaj pa tisti, ki se ne odločijo za fakulteto ali pa niso sprejeti, kje jih čaka zaposlitev? Ogromni možnosti, ne. Najbolj si želijo zaposliti na kakšnih veterinarskih klinikah, veterinarskih ambulantah, velikih farmah, lahko so kmetijski pospeševalci, mlečni kontrolorji.